Če ne si pa kar popravil, veš, vmes, Ja, v redu. Samo mene snemaš, njega ne, ali kaj? Tudi mene. A, Gremo. Največje veselje in zadovoljstvo mi je, da v tem podcastu lahko gostim ljudi, ki imajo znanje, ki imajo vedenje, ki imajo izkušnje, ki so se dotikali tem, ki so živeli teme. In ena od njih je zagotovo Irena Pan, ki je živela, se dotikala zgodb, o katerih bova danes govorila. Govorila bo o toksičnih odnosih. Dobrodošla. hvala, ki si mi povabil. Ja, vedno Moje veselje. Ampak sigurno to ni, ne, tudi če se bomo kakšne druge zgodbe še dotaknili zraven, ti si tako ena taka paleta, Polna znanj, zgodb. vedenj, ja. Kako ti uspeva, dajva najprej mogoče, preden greva čisto v definicije, v razumevanje, kako se ti zdi v bistvu kot nekomu, ki je že to in to slišal, to in to doživel, ne, držati eno distanco do tega, kaj pripovedujejo, kaj ti pripovedujejo ljudje o svojih izkušnjah, na kakšen način držiš to distanco? A veš, kaj to je podobno kot pri gasilcih, pa pri policistih, pa pri novinarjih, ne, tako kot sem jaz. Na nek način sčasoma slišiš toliko zgodb, da imaš samo dve možnosti, a ne. Ali te bojo pojedle, to zapravo ne boš burn out, a ne, ali iztrošen, ne boš mogel spati ponoči, ali pa boš ustvaril neko distanco, zdravo distanco, nekako, neke prave meje, ne, do kod lahko, od kod dalje pa ne moreš, a ne. In tudi kasneje, ko sva govorila o toksičnih odnosih, sem prav razmišljala, da mogoče je res to najbolj pomembna stvar pri vseh odnosih, a ne, kako postavljati meje, kaj je to sploh zdrava meja, a ne. In na neki način tudi tukaj potem moraš nekako odkriti, kaj je dobro, kaj je lahko, kaj ne, no, pravzaprav tako na ta način, ne. Pa tudi dobiš nekako, kondicijo, no, dobiš kondicijo, čeprav je pa res, da določene zgodbe, nekatere zgodbe spremljam, nekatere ljudi, nekatere zgodbe spremljam tudi več kot 10 let. Še vedno jih pokličem, kako so, še vedno me pokličejo, spremljam, kaj se dogaja, še vedno jim pomagam, kolikor pač lahko, ne, z moje pozicije. Ne, zanimivo je ravno to, ne, ta proces, ki ni za 3-minuten prispevek, ne, ti si, vsi te poznamo, ali pa saj tvoj glas prepoznamo iz zgodb preverjeno, ne, da ni to zdaj zadovoljstvo teh 3 minut, ne, 3 minut, Ni 3 minut, to je bilo 20 minut, ne, to so bili pravi mali dokumentarci. Ja. Ampak, a ne, da ne greš zdaj zloraba nekoga, ki ti pripoveduje svojo osebno zgodbo samo zato, da napolneva te minutaže, ne, da narediva neki prispevek, ampak ta tvoja intenzivna osebna angažiranost v tem smislu, da si v resnici to čutila, dojemala, razumela, tudi sočustvovala na koncu koncev in, zdaj govoriš celo o tem, ne, spremljala tudi kasneje, ne, kako so te ljudje. A misliš, da je to ta odlika tebe kot nekoga, ki je raziskoval in preiskoval in... Ne vem, a je to moja odlika ali ne, ampak jaz ne bi mogla tako delati, a ne, jaz enostavno ne bi mogla, meni bi bilo to in grozljivo in dolgčas, a ne, da bi ljudi uporabljala, to je dobra zgodba, dajmo ga ponucati, a ne, ta je dobra zgodba. Seveda sem vedno videla, kaj je dobra zgodba, a ne, ampak mislim, da sem, dejansko vedno upoštevala to, da je na drugi strani človek, a ne, da je njemu to, kar se meni zdi dobra zgodba, ali pa kar bo se gledalcem zdelo, šokantna in zanimiva zgodba, da je to njegovo življenje, in sem vedno razmišljala, kaj to za njega pomeni, a ne. Celo pri največjih goljufih sem še vedno imela tisti, ki je bil res kakšen, res grozen, a ne, tisti, ki bi mu privoščil, da ga čisto ponese, a ne. Ampak še vedno sem imela nekaj v ozadju, da ima otroka, recimo, da ima ženo, ki niso nič krivi, a ne. Tako da sem vedno šla do neke meje, ki se mi je zdelo, da je prav, a ne. Sprejemljivo. Zdaj, a je to odlika, ne, meni se zdi, da, jaz mislim, da mora etika in sočutje, ne glede na to, kaj počneš, ostati. Jaz vem, da je čedalje manj, jaz vem, da je to, da gledaš že človeka, ki vztraja pri svoji etiki, ki vztraja pri sočutju, gledaš že, kot da ta je pa malo brisan, a ne. Ta pa ni več za ta svet, ampak jaz mislim, da je treba pri tem vztrajati, a ne, in še posebej zdaj v teh časih, no, da enostavno to tako pač vidim svet, no. Upam, da nam tule preveč oseben, ampak a se ti zdi, da je mogoče ta neki doprinos ali pa to, da smo te tako intenzivno čutili skozi te zgodbe, ki si jih pripovedovala, tudi morda zato
ker si pisala eno življenjsko zgodbo svojega odraščanja, ne vem, svojega življenja, tudi v trenutkih na neko bolečino ali pa tako z zaznavanjem tega, se ti zdi, da te je to naredilo bolj senzibilno? Ma to je odvisno, veš, ti lahko odraščaš v grozljivih okoljih, pa rataš popoln psihopat, ali pa rataš, bolj senzibilen, ali ti vseeno, to se mi zdi, da je bolj od karakterja, človeka odvisno, a ne. Jaz sem enostavno taka, da, res ne morem drugače, kot da, jaz uživam polno živeti, karkoli počnem, ampak res karkoli počnem. Če bom šla na sprehod, bo to moj sprehod, če bom delala zgodbo, in seveda moje življenje ali pa to recimo, jaz sem se od nekdaj rada učila, ne. Pri 3 letih sem svojo babico prisilila, da me, nauči brati, ker so rekli, da sem da sem premajhna, a ne, da pri 3 letih ne moreš brati. In sem takrat jo naučila tako, da sva gledale, črno-bele dnevniki so bili takrat, gor je pisalo London, Pariz in tako naprej, in jaz sem to pač pobrala in pri 4 letih sem jo prosila, da, gre z mano v knjižnico in me prijavi v knjižnico, da sem jaz imela čim več knjig, a ne. In v osnovni šoli sem brala knjige, ki sem jih imela potem na fakulteti za psihologijo, dokler sem še tam študirala. Se pravi, jaz sem ves čas raziskovala, mene je ves čas zanimalo. In, če se ti poglabljaš v življenje, a ne, če skozi poskušaš razumeti, pa zakaj je tako, kateri mehanizem je tukaj, a ne. In če res se poglabljaš v življenje, enostavno lahko postaneš tudi bolj senzibilen za njega, a ne. Ti Zagotovo pa ne daje to empatije, da bi zaradi tega pa razumela, ne? Tako kot si rekla, lahko si pa psihopat lahko si zdaj pa iz te čisti, zgodbe. lahko bi recimo to izkoristila, to mojo, željo po raziskovanju, a ne, pa vso to znanje, ki ga imam, a ne, bi lahko izkoristila tudi zato, da bi v bistvu manipulirala z ljudmi z lahkoto. A ne, nekoč, ke smo tudi dosti se ukvarjali s kulti, jaz sem rekla vedno, da bi ustvarila odličen kult, a ne, ker pozna vse te mehanizme. Jaz mislim, da se človek na neki točki, nekaj je odvisno od temperamenta, nekaj je odvisno od tega, kako se rodiš, nekaj je odvisno od okoliščin, v katerih živiš, ampak še vseeno je pa en delček, ke se vsak človek odloči. Ali bo, sočuten ali ne bo. A ne, ali bo, seveda mora vsak poskrbeti najprej zase, a ne, to je njegova dolžnost, ampak koliko procentov bo pa pustil še za druge, a ne. Jaz mislim, da je to tudi stvar odločitev, a ne, in jaz ne morem mislim, se mi zdi, da svet ni vreden živeti, če ga gledamo samo, meni bi bilo na smrt dolgčas, no, če bi bila psihopat, recimo, ne. In jaz mislim tudi, da jim je dolgčas, ravno zaradi tega, ker nimajo te polnosti, a veš, kakšen velik del, kvalitete življenja jim manjka, a ne, glede na to, da niso sposobni čutiti sočutja, a ne, pa teh ostalih nekih takih čustev, medosebnih, a ne, ke smo jih mi ostali, veš, a tebi ne bi manjkalo to? A veš, da bi svet gledal zgolj kot film, a ne, da v bistvu bi bilo vse, da bi skozi preračunaval, to ta mi lahko da to, od tega lahko dobim tole, ta mi ni več koristen, a ne, jaz bi umrla dolgčas. Ampak a misliš, da družba postaja družba ljudi, ki so kalkulatorji, ki ravno tako razmišljajo? A misliš, da mi kot družba ne postajamo, da je to bolj logičen koncept delovanja, ne? Tebe mislim, da pokličem, ker te rabim, ne? A veš, midva nisva pila kave zadnjih, ne vem, pol leta, ne? Sva se pa srečala na 2 stikih, ki so nama bila draga. Meni je bilo v čast in v veselje, da si vodila promocijo moje knjige. Ful sem vesel danes, da bom tvoje znanje lahko pokazal svojim poslušalcem. Ampak vmes pa ne vzdržujeva odnosa, ne? A to pomeni, da sva čudna, da sva preračunljiva? Jaz mislim, da je del življenja tega, da izmenjuješ, a ne, stvari. Definitivno jaz bi z veseljem šla še tako na kavo, a veš, razmišljala sem še, da bi šla na Bali mogoče celo, ne, ampak niti jaz, niti ti, če sva iskrena, nimava časa, a ne. Ja, za te kave, ne. A ne, vem pa, da če te bom poklicala v nekam, Mark, rabim te, a ne, jaz sem prepričana, da bi, a ne, si vzel čas zase in obratno, a ne. Midva si nekaj deliva, nekaj povsem drugega pa bi bilo, če bi ti popolnoma skalkuliral, a ne, da bi ti čisto dol, da bi ti bilo povsem vseeno zame, a ne, in da bi recimo, ne vem, da bi vedel nekaj o meni, nekaj zelo delikatnega, nekaj zelo občutljivega, kar jaz ne bi želela, da pride ven, in bi recimo to izkoristil zato, da bi imel ti večjo gledanost. Okej. To pa je preračunljivost, a ne. Razumem. A veš, ampak načeloma v svetu si skozi nekaj izmenjujemo, saj tudi, če greš v trgovino, pa si prijazen s prodajalko, a ne, si ti nekaj dal. A sem zdaj zato preračunljiva, ker me bo pol hitreje postregla, ali kaj? A veš, super je, da si med seboj izmenjujemo in ne rabimo skozi viseti skupaj, zato da si nekaj dajemo drug drugemu, a ne.
A je to lahko, greva zdaj že korak k toksičnosti, Absolutno. ne? A veš, a je to lahko tudi toksičen odnos, da ne greva takoj na partnerski odnos, da greva mogoče na sodelavce, ne? Da greva mogoče na prijatelje, znance, ne? Saj tako se lahko pravzaprav ti toksični odnosi v resnici začnejo. A veš, kaj se mi zdi problem pri toksičnih odnosih? Pravzaprav, zakaj sem sploh se odločila prevesti to knjigo od doktorja Mani, Naj ostanem ali grem, ne, ki govori o toksičnih odnosih. Pa naj bo to partnerski ali pa katerikoli, ne. Večina ljudi se pravzaprav sploh ne zaveda, da živijo v toksičnih odnosih. To je najbolj meni šokantno, a ne. Ker mi si predstavljamo pod toksični odnos, običajno se predstavlja moža pijanca, ženo, ne vem, tudi, ne vem, se drogira, a ne, nasilje v družini, da je to toksično. To je seveda toksičen odnos, ampak to je zgolj skrajna oblika toksičnega odnosa. Medtem kot ogromno ljudi živi kaj pomeni toksični odnos, da ti škoduje, med drugim, a ne. Živi v takih toksičnih odnosih, ne da bi se zavedali, a ne. Tudi zato, ker živimo v družbi, kjer je ogromno tega, a ne, kjer je to že postalo nekako sprejemljivo, a ne. Saj, a veš, tak je, pa čisto sem nesrečna, pa tako grozno dela z mano ali pa tako grozno dela, ampak saj, a je kaj božga, a ne, saj tako pač je. A ne, na neki način težje opazimo, a ne. Ampak katera faza, katera stopnja je ta, ko se jaz že pogovarjam sam s sabo in rečem, ampak tako pač je, ne? A je to že ena faza prepoznavanja, ampak še vedno zanikanja? Jaz mislim, da bi mogoče mogli iti nazaj, a ne, kaj sploh toksičen odnos je, a ne. In potem, zakaj gremo v take odnose, a ne, ta knjiga čudovito razloži, ne, in, kaj prepoznamo in kaj ne. Ampak recimo toksično, ne, v tej knjigi pač Naj ostanem ali grem od Ramani, ki je izdala založba Kiara. Marijo moram pohvaliti, ker so oni eni redki, ki se s tem ukvarjajo. V bistvu govori o tem, ne govorimo zdaj o težkih odnosih, a ne, to se pravi, vsak odnos je kompleksen, zapleten, ima težave in tako naprej, a ne. Za toksične odnose je značilno, da je ves čas isto, da se ves čas ponavlja, da ni nobenih sprememb, a ne. Se pravi, da ni, da si not zataknjen in zaciklen, da tudi nikoli nič ne bo. Zakaj? Večina toksičnih odnosov, kot, recimo je, ponavadi je v ozadju neki človek, ki, v še eni izmed knjigi Čustveni vampirji, klinični psiholog, Bernstein pravi čustveni vampirji, a ne. Se pravi, če imate toksičen odnos, je skoraj zagotovo, da je eden od njiju čustveni vampir. Zdaj, to se poetično sliši, ne. V ozadju so to v bistvu strokovni izraz, so osebnostne motnje, a ne. To je zdaj mogoče malo zapleten, narcisi, borderline in tako. Ampak to so preprosto, če zelo preprosto povem, to so ljudje, ki, imajo drugačno osebnost. To se pravi, drugače razmišljajo, drugače čustvujejo, drugače, se vedejo, a ne, kot recimo v narekovajih običajni ljudje. Zanje je značilno, da, celo v karakteristikah, ne, tisto, kaj je to osebnostna, kaj je to osebnostna motnja, da povzročajo težave v odnosih, to se pravi zelo težke odnose. In zanje je značilno, da se ne spreminjajo, to se pravi, zelo težko, da boš takega človeka spremenil, a ne, in da to traja in da zelo težko uravnavajo čustva, ne. Kaj to zdaj pomeni, a ne? Se pravi, če imaš ti, moža, ženo, ki je, imaš probleme z njim, sam veš, ne, a ne, skozi pride eni problemi in tako naprej, ampak dokler se ti lahko usedeš, pogovarjaš, greš na terapijo, poskušaš to, poskušaš in se vse to počasi premika, mogoče boš celo ustvaril čedalje boljši odnos, čedalje bolj kvaliteten odnos, a ne. Če imaš pa ti partnerja, a ne, ki vse poskušaš, se na glavo postavljaš, se razdajaš, vse, on pa vedno znova iste stvari počne, izkorišča tvoje ranljivosti, nič ne zaleže, nič ne pomaga, a ne, in se ti počutiš čedalje bolj iztrošenega, uničenega, na koncu svojih moči, poskušaš se pogovarjati, vse poskušaš, je pa čedalje slabše, je pa tu že vprašanje, če imamo toksičen odnos, a ne. In zdaj vprašal si mi, zakaj ostajaš v takih toksičnih odnosih, ne. V bistvu že bolj, mogoče začneva, zakaj sploh vstopaš vanje, a ne. Recimo ljudje, v tej knjigi Naj ostanem ali grem, a ne, je v bistvu se osredotoča predvsem na narcise, a ne, ampak ti isti principi veljajo tudi za ostale ljudje,
težavne ljudi, a ne. In recimo ljudje, takšni ljudje recimo so zelo preračunljivi, no. Zelo preračunljivi, ne. In jaz pogosto dam ta primer, a ne. Če boš ti srečal ali pa jaz, srečal nekoga in ti bo mar za njega, ne, ga boš hotel osvojiti, veš, da boš neroden, a ne, veš, da boš hotel biti popoln, a ne, ampak ne vem, boš to pozabil, se boš živčen, se ti bo, a ne, nekaj bo, a ne. Če imaš pa ti pred sabo, če pa je temu človeku, ki želi nekoga osvojiti, povsem vseeno, to je prav čista kalkulacija. Tole čem, taki ljudje naštudirajo človeka. Mark mu je všeč tole, Mark bo padel na tole, njegove naljivosti, tukajle bo, a ne. In potem se ti jaz predstavim, a ne, točno naštudiran nate in kaj boš ti mislil? Da si srečal svojo dušo dvojčico, a ne. Dušo popolnega človeka, a ne. In v bistvu to je zelo zabavno, ker v knjigi skozi govori, če imate pred sabo karizmatičnega, Ki ve, kaj je šarmantnega človeka, za katerega se vam že takoj zdi, da se je vse ujel, da je popoln, da kaj takega, a ne, in da gre vse blazno hitro, vsaj na začetku, a ne. Potem se to znak za totalni alarm, bremzati, a ne, in ugotoviti, koga imate v resnici na drugi strani. Ljudje, ki so narcisi ali pa podobni čustveni vampirji, no, dejansko, zasvojijo in svojo karizmatičnost, preračunljivostjo, zelo so kameleoni so, a ne, ti bo zelo težko šel povsem čez sebe, koga recimo osvajajo, a ne. Njim je mar, oni samo hočejo imeti, kar hočejo imeti, a ne. Na začetku, podobno tako v kultih, a ne, zasipavajo z ljubeznijo, ne, to se pravi, če srečate nekoga, ki je na začetku strašno pozoren, veličastne geste, a ne, tako rože, skozi vam telefonira, odvisno, koliko ima denarja, ne, helikopterji pa, ne vem, kam je bolj za bogate, ampak recimo, ne vem, vas okoli pelje, vam govori, kako ste super, kako ste fantastični, kaj sem najboljši. Temu se reče ponavadi love bombing, ne, ljubezensko bombardiranje, in tako zlagoma padete v past, a ne. Pol je pa še ena čisto psihološka zadeva, kemija, a ne, to je toliko super, jaz sem toliko vesela, da končno ena knjiga, a ne, kjer dobro razloži, kaj je to kemija v resnici, a ne, pa te mite o ljubezni, ne, ki jih, strašno spretno izkoriščajo toksični ljudje, a ne. Recimo, kako ona razlaga kemijo, a ne. Kemija je v bistvu zgolj domačnost. To se pravi, recimo, jaz imam recimo, in če damo skupaj to s toksičnimi ljudmi, a ne, če sem jaz odraščala v okolju, ki je bilo toksično, ne, to se pravi, da sem imela, ne vem, nasilnega očeta, mamo, ki je pila, recimo, a ne, je to meni domače, ker sem se v to rodila, je to edino, kar sem poznala toliko let in meni je to domače. In če bom srečala nekoga, ki v bistvu, bo, malo nasilen pa pil, a ne, če bi jaz odraščala v zdravem okolju, bi se takoj prestrašila, čakaj, ta človek pije, ta je nasilen, a ne. Jaz ne bom niti opazila. Mislim, meni bo to tako domače, da v bistvu ne bom niti, meni se ne bojo niti alarmi prižgali. Ker to poznaš. Ker to poznam, a ne. In bolj kot so si ti vzorci, ki so večinoma podzavestni, a ne, bolj kot to paše skupaj, a ne, in te vzorce večinoma v podzavesti tudi hočeš razrešiti, hočeš nadaljevati, hočeš, da bo končno enkrat srečen konec, a ne, da bo očka končno prijazen, a ne, in da mama ne bo pila, a ne, in ti nosiš s sabo in zdaj srečaš enega človeka, ki je nasilen in pije, a ne, to so v podzavesti, to se dva ognjemeta prižgeta, on ima pa svoje, ne, na drugi strani je pa nekdo, ki ima, a ne, in bolj, ker sta si ta vzorca kompatibilna, a ne, večjo kemijo, a ne, v bistvu je pa to zgolj domačnost, a ne, želja potem, mislim, gre to skupaj, a ne. Blizu, kar mi je znano, ne, Ja. okej. Ampak, greva samo za sekundo nazaj, Prav. ne, na ta moment, ko jaz prijateljici razlagam, ne, kako on bere moje misli, kako on zaključuje moje stavke, kako prinese rožek, kako pokliče 10-krat na dan, ne. A veš, to vendarle zveni po nekom, ki me vendarle ima rad, ne. To je tako zaslepljujoče, ne, Ja. da je v bistvu ne morem dovolj te misli
da je to nekdo skalkuliral ali pa da je nekdo sploh razmišljal, a ne. Sploh pri narcizih imam tak občutek, da je neverjetno, da leto in pol, 2 so sposobni Še več. dvoriti, še več, ne, dokler niso popolnoma prepričani. In ta čas ni čas, ke ti boš v 14 dneh pogruntala, saj on ni tak, kakor govori, da je, ne. Če je nekdo sposoben več let, ne, igrati to zgodbo, Nikoli ne more tako popolnoma igrati, ne. Osnovni problem je, ne samo teh medsebojnih romantičnih odnosih, tudi v službenih, tudi v prijateljski, v družini, a ne, da v bistvu, ne pogledamo, kaj nekdo počne, a ne. Pravzaprav, da niti še večji problem je to, da niti se ne zavedamo, da obstajajo ljudje, ki so drugačni. aha, A ne. To se pravi, mi, če srečamo nekoga, ki je ima čustveni vampir, a ne, ki ima eno od osebnostnih motenj, narcis, karkoli ali katerokoli drugo, mi pričakujemo, da se bo on vedel, čustvoval, razmišljal tako kot mi, a ne. Se pravi, če bi nas nekdo odkril, da smo storili nekaj grdega, da smo varali, da smo kradli, nas bo sram. Mi se bomo počutili krive, mi bomo vse obljubili, mi bomo vse naredili, da ne bomo, če si bomo želeli ostati s tem partnerjem ali prijateljem, a ne, vse bomo naredili, da bomo mi to spremenili. Tak človek, a ne, to se pravi vampir, čustveni vampir, narcis, če ga vi odkrijete, on njemu je vseeno, a ne, počutil se bo grozno, ampak ne zato, ker je vam nekaj storil hudega, a ne, ampak ker ste ga ker ste ga odkrili, a ne. In on bo vse naredil, da bo ali zanikal ali, dejansko oni niso niti sposobni dojeti, nimajo dovolj uvida načeloma, da bi sploh dojeli, kaj so počeli drugi, ker jih to niti ne zanima, a ne. ja, razumem. To se pravi, in zdaj in pol on bo skalkuliral spet preračunljivost. Poznava, taki ljudje vas zelo dobro poznajo, ponavadi bolj kot vi sami sebe, a ne. Rekel: vedno pade na to, a ne, koliko sem imel hudo otroštvo, pa kako pa nekaj bom dal, kar si že en let me že prosi, da ne vem, hladilnik popravim, ali ne vem, pralni stroj popravim ali pa nekaj pač. Ti ljudje točno vejo, na kaj pademo, a ne, ker so nas naštudirali, a ne. In to se pravi, bom prišel k njej in bom rekel, se opravičil in ji dal vse, kar je v tem času se mi odrekel, ker se mi pač ne da s tem ukvarjati, ker me briga, a ne. Ji vse to dal, rekel, da nisem kriv, a ne, to je moje otroštvo in tako naprej, na sočutje mi je igral, karkoli, a ne. In zdaj, če ti razmišljaš s pozicije normalnega človeka, seveda boš dal ti še eno priložnost, a ne. Seveda boš verjel, ker ni tvojim zamisljivem, da on samo kalkulira, a ne. In da bo on v trenutku, ko te bo spet imel, to je nova nova ta ljubezensko bombardiranje, v trenutku, ko te bo imel, a ne, ga ne zanimaš več, a ne, te bo spet postavil na svoje mesto, se bo začelo, to, da človeka začneš, a ne, počasi, a ne, ga žaliti, ga prizadeneš, ga grdo ravnati z njim, a ne, kot pač počnejo ti ljudje, a ne. Potem je pravljice konec, a ne, na ta način, no. Ampak jaz mogoče iščem še malo bolj nazaj, ne, saj, Povej. upam, da ne boš jezna. Kako pa narcis zavoha, da sem jaz ali pa ta, ne? Ta je A veš, zanimiva, ja. a veš, kako, ne, ker on pol začne mene študirati, pa me naštudira, pa hitreje, to so inteligentni ljudje, to, ne, hitreje naštudira, ampak kako zavoha, da sem jaz ta soodvisnik, da sem Z jaz, lahkoto. kako? Z lahkoto. Obstaja en tak zanimiv dokumentarec, ki je celo na YouTubu, se ga da dobiti zastonj, I, sociopat, jaz sociopat. Okej. In so v bistvu Sama Walkina, to je človek, ki je uradno diagnosticiran narcis in zelo znan, napisal tudi veliko knjig, a ne. In takrat so ga prvič dobili in so delali z njim dokumentarci in so delali poskuse. In so ga, mislim, da je to v tem dokumentarcu, in so dali v klet, kjer je v bistvu od daleč gledal 10 žensk, ki so šle mimo v kleti, a ne, in je izbral 3, ker je rekel, te so ranljive. Vse 3 so bile recimo zlorabljene v otroštvu, a ne. Ja. To se dogaja dosti na nezavedni na neki način ravni in na neki način so ljudje, če ti, veš, oni dejansko drugače delujejo, a ne, in če ti ves čas, če nimaš tega običajnega kontakta z ljudmi, sočutja, onega, tretjega, a ne, če pa se ga ima, ampak bolj kognitivnega, če ti ves čas na neki način, imaš ta transakcijski odnos do ljudi, a ne, se izučiš v njem, a ne.
Pa ne boš rekel, da ti ne veš, recimo, ko greš, če greva zdajle se usedet na kavo, glede na to, da imava veliko izkušenj s ljudi, Ja. lahko po moje vsak, ki bo šel mimo, lahko naštejeva 10 stvari, ki bojo zagotovo držali, a ne. Ja. Ali pa rečeva, tega se z lahkoto zmanipulirati, tega se ne more, a Aha, ti ne. trdiš, da v bistvu jaz lahko to žrtev prepoznam, ne, in vem, da bo vredno investirati čas, da jo Jaz mislim, naštudiram. da pri nekaterih je to podzavestno, a ne, Aha. ker recimo v končni fazi saj mi ne komuniciramo samo z tem, a veš, z Ja. govorom, a ne, s kretnjam, a ne. Če bom jaz takole sedela, a ne, če bom jaz takale, pa a ne, Te bom videl drugače. kaj boš v meni Razumem, takrat mislil? razumem. Če bom jaz takole sedela, a ne, Ja. kaj sporočam s tem, ne? Mhm. Koki, a ne. Mislim, meni je težko, a ne. Če bom pa tako, a ne, Ja. a veš, Ja, se saj to jasno. in Ja. to zdaj, ampak Ja, jaz mislim, da komunikacija med ljudmi, ne samo mislim, to tako načeloma so znanstvene raziskave, da poteka na zelo veliko nivojih, a ne. Od neverbalne komunikacije do kako stojiš, kaj govoriš, kako hodiš, do jaz mislim tudi teh podzavestnih iger, a ne, te podzavestne energije, ke te privleče nekdo, kako smo prej rekli, ta domačnost, ta kemija, a ne. Ne vem, zagotovo si ti v življenju srečal kakšnega človeka, ke je bila ona totalna kemija, si se kar tresel, pa nisi vedel, zakaj. A ne, in če gledaš za nazaj, a ne, včasih niti ne razumeš, zakaj, a ne, ali pa razumeš, a ne, če vidiš, da Prej si uporabila izraz dva ognjemeta sta se zgodila, ne. Saj Ja. to pol začnemo kar govoriti o tej ultimativni ljubezni. To je bil kliker takoj, to je bila ista sekunda, a ne. A nas to tudi zaslepi, da v bistvu nismo toliko pozorni na to, absolutno. ne? Ta Ker si avtor, toliko želimo ta Hollywood, absolutno, ne, absolutno. ja. Ena od stvari, en velik del knjige je tudi, ke pravi, v knjigi je o tem, ta klinična psihologinja doktor Aman govori o tem, da bi zelo si želela, da bi imela možnost tožiti vse scenopise Disneyja, a ne, ker v bistvu so povzročali ogromno ljudi na terapevtskih kavčih, a ne. In zelo pogosto, recimo, ko razlaga o tem, zakaj ljudje potem ostanejo, ne, ker, povsem razumljivo je, zakaj noter padeš, a ne. Jaz sem prepričana, da ob vsem mojem znanju, ki ga imam, Lahko da še padeš. vedno obstaja mogoče kakšen, ki so pa res inteligentni, prebrisani, prefinjeni, da bi me obrnil na celi črti, a ne. Zagotovo, a ne. Ampak ni to vprašanje, da not padeš, ne. Problem je, zakaj ostajaš. Ker toksični odnosi, a ne, to so, kdor je živel v odnosu, ki je že na robu, sam veš, no, ke prihaja k tebi na kavč, kaj pomeni toksični odnos, a ne. To se pravi, da se ne čutiš cenjenega, da te en skozi pika vate, da mislim, milijon oblik je, a ne, ampak zagotovo izgubljaš energijo, ne počutiš se več vrednega, čisto si nesrečen, ponoči si že izoliran od vseh ljudi, izgubil si vse svoje sanje, vse, kar si prej načrtoval v življenju, je šlo mimo, ker je vse usmerjeno v tega človeka, a ne. Vse se vrti okoli njega, z njim se ukvarjaš 24 ur na dan, on nikoli ne vrača skorajda nič ali pa ne pokaže hvaležnosti. Na koncu hodiš po prstih, da ga ne bi razburil, da ne bi bilo problem in tako naprej. Zakaj ostaneš noter v takem odnosu? No, Zaradi, če nadaljujeva, veš, Ja. bom šla nazaj, zaradi lažnega upanja, a ne, zaradi Hollywooda, a ne, zato ker recimo tukaj da dober primer te pravljice Lepotica in zver, a ne. Nas so vzgojili v veri in prepričanju, da ljubezen ozdravi vse, a ne. In mi imamo vsi nekje globoko v sebi, a ne, da bomo našli, ne, tisto ke bomo mi to zver, če bomo to zver imeli dovolj radi, a ne, potem bo ta zver postala princ ali pa princesa, odvisno, kdo je, a ne. Jaz ga bom spremenil. Ja, jaz ga bom spremenil. Če ga bom imel dovolj rad, potem Ja. bo drugačen. In zdaj ljubezen sama po sebi je dejansko super, a ne, in v normalnih odnosih, a ne, kakorkoli težki so, načeloma bo pripomogla, mogoče, da bo šlo. Tukaj je pa tako, kot če bi dobesedno metel vodo v vodnjak brez dna, a ne. Podobno kot pri terapiji v končni fazi, a ne, če imaš ti nekoga par, sam veš, ne, ker ni narcizma ali pa ker ni tega, a ne, takih toksičnih ljudi, se boste matrali pa bo nekam prišlo, a ne. Z narcizom pa ne. Ne. A ne, on bo pa sam izkoristil to za svoje, mislim, ni variante, a ne. Okej, ampak okej, zdaj razumem in sem vesel, da bo šla tja v točko, ne, naj ostanem ali grem, tako kot je naslov Ne, te saj lahko, knjige, da ne. se v bistvu že Super, ves čas super. vpletam knjigo. Ja. Ampak,
ta moment, ne, zakaj s tega vlaka dol ne znam, ne. Upanje. Ja, upanje, ne. Nekje upanje, to se pravi, nekaj ta, ki ga seveda, kuri to prepričanje, a ne, če ga bom imela dovolj rada ali če ga bom imel dovolj rad, a ne, se bo spremenil. Se pravi, ti hočeš reči, da jaz v resnici vem, da sem na problematičnem vlaku, da sem na zoprnem, neprijetnem, ne vlaku, ki mi povzroča Ne moreš bolečino. drugače, ne, Ne morem drugače, ne. In zavestno v bistvu tudi zaradi te ideje o Tudi idealizirani zaradi tega, ja. varianti, tudi zaradi tega v resnici dovoljujem, vstajam in Upanja, ne, in tudi strahov v končni fazi, a ne, lahko je pa tudi, strah. lahko je tudi strah, a ne, ne bo, zdaj spet odvisno od teh notranjih prepričanj, ki jih imaš, a ne. Ne bom, sem že prestar, prestara, ne bom dobila nič boljšega, to je eno. Potem drugo je okolica, a ne, to se pravi družbena prepričanja, a ne, tako pač je. V vsakem zakonu so problemi, kar je res, ampak toksično je toksično, a ne. Potem je, čakaj, upanje, potem če nekaj veliko vlagaš v nekaj, ne, zelo težko si iti stran, a ne, ker to pomeni, da boš kaj, a ne, 10 let, 5 mesecev, ke si ti vso energijo vložil v en odnos, kar zavrnil, a ne. Tukaj je zelo, zelo, zelo veliko različnih komponent, zakaj ti ostajaš v takem odnosu. Ampak ja, če daš pa vse skupaj, pa upanje, ti na koncu je pa še pika na i, ma saj, a ne, če ga bom pa dosti imela rada, bo pa drugače. Okej, eden od segmentov, ki me zanima, je ta, ne, da so to ponavadi, po mojih izkušnjah, ljudje, ki so vrhunski v družbi, ne, v okolju, v katerem funkcionirajo, izpadejo kot najbolj empatični, najbolj ljubeči, najbolj senzibilni, a ne, in je ta moja refleksija tega, ko moja mama reče, ne: "Daj se ga drž, ke toliko fejst deca ne boš nikoli dobila, ne." Ke ti prijateljica reče: "Ampak ta tvoj je pa res," ne. A veš, to tudi po moje zablura, ne, to ta pravo sliko oziroma ta pravi film, ne. Se mi zdi, da tudi če začnem razmišljati, da bi šel dol z vlaka, imam issue, ker ljudje okoli, v katere on verjetno tudi investira, ne, Absolutno. ne, mi okolica, družba mi govori, da imam popolnega moškega. To imaš absolutno prav in to je velik del knjige tudi o tem govori, Okej. ne. Eden večjih problemov, ke se ti odločiš, da pa mogoče tega ne bi, a veš, da mogoče to ni več zdravo zate, a ne. Saj ne gre, mislim, sam veš, kakšne so posledice, lahko so zelo hude, ne, do zdravstvenih, fizičnih in takih težav. In ena največjih problemov je, da dejansko ti ljudje investirajo ponavadi v okolico, da prepričajo, da so oni super, a ne, včasih celo zavestno manipulirajo, to se pravi, da te prikazujejo kot tistega, ki je problem, a ne. To se pravi, te lahko v družbi sprovocirajo, ker te že toliko poznajo, da ti tam vreščiš in da ti tam Snapneš, ne, ja. ne, in načeloma je velik problem in je zelo težko samemu izstopati, a ne, dejansko, če ti vsi ostali govorijo: "Ti o čem pa ti govoriš, pa ti imaš ja popolnega popolno žensko," a ne. Oni to načrtno, dostikrat načrtno naredijo, ja, celotno to strategijo, zato da imajo, da bi se, absolutno, ja, s tem imaš prav. Daj mi mogoče še ta segment osvetli, a ne, kako se, ko je to vprašanje should I stay or should I go, ne, kaj je največja bremza, kaj je pravzaprav največji moment, da tega vprašanja ali pa te odločitve v resnici nikoli ne sprejmem, ampak sem se sposoben tudi 20 let, 10 let s tem vprašanjem ukvarjati, ne. Kaj misliš, kaj je A bi glavni šel, a razlog ne bi šel, a bi sploh mogel iti, a sem neumen, ker razmišljam, da bi mogel iti, ne. A veš, jaz vidim pri ljudeh, da se zelo dolgo ciklajo v tem vprašanju. Okej, sem prišel do zaključka, že da je razumem, nekaj ja. narobe v Ampak kaj odnosu, pa zdaj, ne? Ja. Ena od stvari, da je ta knjiga Naj ostanem, ne grem tako dobra, je, da ponuja da razložitev, a ne, se pravi, ponuja rešitve, ali ostaneš ali greš, ne. In tisto, kar mi je super, rešitev, ki je ponudil v takem primeru, a ne, je radikalno sprejemanje. To se pravi, da sprejmeš človeka, ki je ob tebi takšnega, kot je.
A ne? Okej. To se pravi, če ti veš, da tvoj mož vedno tebi stopa po prstih, ke gresta plesat, a ne, potem ne hodiš plesat, a ne, z njim, a ne. To se pravi, ne pričakuješ od njega stvari, ki ti jih ne more dati. To je radikalno sprejemanje. On je Okej. takšen in takšen. To se pravi, da ga dejansko pogledaš kot dejstva, kakšen je. In potem, kot sem rekla, ne greš z njim plesat, a ne, ker ti bo po nogah stopil, pa pogledaš, kaj ti lahko da, a ne, kaj je tisto, kar dejansko, ali mogoče je to finančna varnost, ali je to, imamo otroke skupaj, imamo podjetje skupaj, karkoli, ali pa me je strah, da ne bom koga dobila, in kaj pravzaprav, kje ti pravzaprav škoduje, a ne. In če se odločiš, ne glede na to, se ti odločiš, a bi ostal ali ne, je najprej najbolje, da v bistvu pogledaš, da ne škodiš sam sebi, a ne. Se pravi, da ne počneš, da od njega ali pa od nje ne pričakuješ stvari, ki ti jih ne more dati. A ne, če od njega ne moreš ali pa nje ne moreš pričakovati sočutja, da bo poskrbel zate, kadar boš ti, imel problem, a ne, tega pač od njega ne moreš pričakovati. In že samo to, da ti narediš na neki način en tak seznam dejanskega stanja, a ne, mogoče bo vseeno se odločil za ostati, saj ni point v tem, da se moraš iti stran. Zakaj? Morda to prevaga, a ne, ampak boš točno vedel in ti bo tudi lažje ostati, če boš vedel, jaz sem ostal zaradi tega, tega ne bom pričakoval od njega, ker mi ni ali pa mi ona ni sposobna dati, zato ne bom več prizadet, ker vsakič, a ne, ponovno, ke bom šla jaz plesat z nekom, ke mi je stopil po nogah, me bo bolelo, a ne. Se pravi, ne bom več pričakovala od njega tega in tega in potem lažje preživiš v tem odnosu. Po drugi strani pa tudi, če imaš to radikalno, da sprejmeš takšnega, ke je, da se ne bo spremenil, da to tako pač je, da v bistvu lažje potem tudi konkretno začneš razmišljati, ali je to dovolj tebi do konca življenja, a ne, ali ne. Ali je, lažje prideš do te, rešitve, kot če to se v tvoji glavi, a ne, enkrat te odnese v eno smer, pa pol te v drugo, pa pol malo upaš, pa je pol malo dobre volje, pa se zdaj pa bo, a ne, pa pol ena in isto naredi, pa si ti spet nesrečen. Jaz mislim, da je najbolj škodljiv ta vrtiljak, a ne. Ja, to tudi čutim, ne, da je v bistvu, ne, ni samo črno, ne. Jaz pri teh odnosih vidim, da se v resnici prepoznavajo v tem, da so svetli dnevi, da so vrhunski dnevi, Ja. ne, kjer je on najboljši mož, ne, najboljša žena, ne, okej. Eden od aspektov, ki se mi zelo intenzivno pojavlja, je ta, da ko vidim, da nekdo že razmišlja, da bi šel z vlaka dol, ne, da bi rekel Bobu Bob, potem pa ta oseba tako uspešno začne razložiti, kako sem slaba v postelji, kako sem slaba kuharica, kako sem slaba mama, a ne, in potem v enem trenutku, a ne, jaz spet prepoznavam sebe, saj ta je skoraj dober, ker hoče ostati zraven mene. Jaz sem pa slaba v postelji, slaba kuharica, slaba mama in tako naprej, a ne. A se ti zdi, da je to precej intenzivno, ta diskreditacija ali pa, ne, v ena na ena, v smislu, kaj vse ti nisi in kaj vse, ne. Jaz vidim na primer komentar: "Joj, si pa pridobila par kilogramov", ne. A me razumeš, tako To je v načrtno, tem, ja, ja, to je ja, prav ja. Ma tukaj je veliko, različnih mehanizmov deluje, ne, kako te pravzaprav držijo v pasti, a ne. Eno od teh zagotovo ta, da te v bistvu, poznajo tvoje šibke točke in igrajo na njih, a ne. In ena je zagotovo ta, ti si problem, ti si težava, a ne, ti si v bistvu tako in še srečna si lahko. Da sploh hočem, ne. Ja, dejansko to je eden pogostih stavkov v toksičnih odnosih, še tudi pri narcisih, ti še srečna si lahko, da sploh kdo, da sem s teboj. Jaz te maltene rešujem od tega, a ne. Seveda pri tem pa pritiska, tele kilogrami, a ne, tole, mislim. Se skoraj žrtvujem, da še, Ja, ne, da to je eden pogostih stavkov, ki slišiš v toksičnih odnosih, ja. Čeprav te prej načrtno, postopoma, ker recimo v tem prvem obdobju, ke je super, ke je fajn, a ne, se seveda ti odpreš, a ne, in oni so dejansko dobri poslušalci na začetku, a ne, in poslušajo vse to, kar dobesedno imajo v skladišču, na vse, na kako te lahko, na kaj ti je všeč, kje so tvoje ranljive točke, s čim te lahko prizadenejo, karkoli, in potem imajo vse tipke, a ne, oni si tako sestavljajo s tvojimi šibkimi točkami ali pa pozitivni ali karkoli, kot klaviaturo, a ne, in na koncu lahko igrajo nate ke na klavir, še posebej, če se ti ne zavedaš, da gre za toksično osebo, a ne. Se pravi, če ti misliš, da on deluje ali pa ona deluje, razmišlja in čustvuje in se vede enako kot ti, ne. Daj me še enkrat pelji, še enkrat me odpelji v pozicijo prepoznavanja, ne. Jaz
razumem v tem kontekstu, ne, da je ključna točka morda celo bolj tista, ko ugotovim, a želim ostati ali ne zmorem ostati ali bom šel. Ampak, a veš, jaz bi rad poslal en sporočil v smislu tega, kako, ker smo dobri v tem, da sami sebe okoli prinesemo, ne, kako si lahko rečem, hej, ti si pa v resnici, draga punca, ti si pa res v toksičnem odnosu. A veš, skozi katere aspekte najbolj bi mogel slišati, bi mogel videti, bi mogla videti? To je vedno podobno tako, kot verjetno ti dostikrat rečeš svojim, a ne. Glejte, kaj počne, ne kaj govori. A ne. Glejte, kaj To se, počne. a razumeš? Ne, besede niso, ne, ja, bravo, To se bravo. pravi, v bistvu ti človeka, ki je, še posebej oni so spretni z besedami, čustvenimi manipulacijami. Dejanja, ne. Spet je to radikalno sprejemanje, ne. To pomeni, da pogledaš realnost tako, kot je. A ne, saj se ne treba reči, on je grozen. Ne, dajmo na list, a ne, dajmo pogledati, okej, on mi govori, da me ima rad, kako mi to kaže. On me pravi, da, a ne, on mi pravi to pa to, kako, a je to res, a ne. Dejansko zelo pomaga to dejstvo, a ne, to se pravi, kjer očiščena vseh čustev, vseh dram in vsega, ne, kako, kaj so dejstva, a ne. Drugo, kar je pa, da prepoznaš, da si v toksičnem odnosu, a ne, je pa treba se pogledati, v kakšni fazi si bil, preden si tega človeka spoznal in kje si zdaj, a ne. Ali si vsaj na približno istem, a ne, ali si že brez prijateljev, povsem izoliran, opustil si vse, kar si v življenju hotel, a ne, ker je vsa energija usmerjena tja, si že popolnoma izčrpan in spet dejstva, a ne. To se pravi, kakšen sem, ke sem z njim ali pa z njo, in kakšen, recimo, ke nisem, ne. Ampak vedno pomaga to dejstva, veš, čista dejstva, najboljše na papirju. Ne, da boš Kaj ti govori, zdaj, kaj dela. kaj govori, kaj dela, a ne. To se pravi, on, in načeloma, ja, jaz bi si prav tako delala, a ne, ali pa, ker recimo ponavadi to že prijatelji govorijo, pa glej, nehaj, ne, on pravi, da je tako dober do tebe, on pa to, pa to, pa to, ampak tega ponavadi noče slišati. Ke se pa sam s sabo pogovarjaš, je pa vseeno, dobro je biti brutalno iskren do sebe, a ne. A mislim, da je to najtežje. Najtežje je, ja. Ne? Najtežje je, ja. Si rekla, dobro je, ne? Biti brutalno Ja, iskren do sebe. Ampak po drugi strani, splača se, no, kaj bi rekla. A ne, če jaz gledam, glej, koliko ljudi si ti verjetno že srečal, ko so zapravili 5, 10, 15, 20, 30, 40 let svojega življenja, ne. Ker to nima dobrega konca. Nikoli. Nikoli. A ne, recimo, če že misliš, recimo eni vztrajajo notri, ja, bom vsaj na stara leta s kom bil, recimo, a ne. Ljudje, ki so toksični, a ne, ni variante, da bojo poskrbeli za tebe. Niti pod razno. Ti lahko celo življenje za njega daš, a ne, ali pa za njo, v trenutku, ko boš ti zbolel, bo on imel neke čudne obveznosti, neki. Ali pa bojo z strašno nejevoljo, a ne, minimum naredili za tebe. Ti jim boš naenkrat ovira, ker ti si tem ljudem dober samo do takrat, dokler jim lahko kaj daš, a ne, in če ti zboliš, a ne, ali pa da nimaš več, ne vem česa, denarja, mladosti, karkoli, zaradi česarkoli so že s teboj, a ne, potem sam veš, kako se končajo taki odnosi. Iz danes na jutri, brez razlage lahko tudi. Takole. Ampak, Irena, kaj pa spet ta segment, a ne? To, da jaz poskrbim za družino, to, da jaz da sem skrbna, da operem, da zlikam, da skuham, ne? Kje je pol, in da je on pač na kavču s prijatelji, ne, prijateljicami, v službi, ful je deloven, ful dela, ne? Kje je ta meja, da jaz prepoznam pravzaprav, da sem jaz več kot, ne, kot sam servis. A veš, tle se mi zdi, da imam Tukaj ne kaže toksičnosti, ne govorimo o tem. Tukaj je v bistvu pač en odnos, ke sta si tako zrihtala, a ne. Mislim, toksičnost ni to, da ti on ne pomaga a ne, smeti odnesti, a ne, pa da sam, recimo tukaj bi jaz rekla, glej, tako sta si vrihtala, a ne.
In če imaš takšnega moža, a ne, Ja. ki ti nič ne pomaga, si ga po moje tudi sam sovzgojil, a ne, do tega, Ja, a ne. ja, ja. In tukaj in v končni fazi je lahko to pač ena izmed težav v zakonu, a ne, ampak to je ena v toksičnih odnosih ne govorimo o težavah, običajnih težavah, a ne. Lahko je tudi, ne vem, kdaj brezbrižen pa pozabi na rojstne dneve pa nič, pa je hlod pa tako. To je samo težava v zakonu, a ne. Govorimo o tem, da recimo, ne vem, da si doma, da kuha, da prava pegla tako, da mora biti vse popolno, a ne, da je za najmanjše stvari Tle je ta meja. tukaj Tle pa je že ta meja, a ne. razlika, Se pravi, da se mora vse okoli njega vrteti, da mora biti si otrok tihka, da tihka on domov pride, da v bistvu lahko eksplodira, da ima dneve, da kaznuje s tišino, recimo, pa en dan, 2 dni, 3 dni ne govori z ženo, a ne. Da že ob najmanjši kritiki, a ne, če bi jaz rekla: "Joj, ta pulover te pa susga naredi, ne, bi ti znorel, a ne, kva boš ti meni rekla, da sem debel, a ne." To se pravi, tukaj je toksičnost, ne. Ne govorim o toksičnosti, ne pomeni samo, da imaš težavnega partnerja, to je pač težaven partner, a ne. Ampak ke pa se začnejo te, a ne, ali pa da ima, ne vem, že 100 ljubec, a ne, ali pa si ga že 3-krat, 4-krat, 5-krat dobil, a ne, Ja. in on ti vsakič zanika, ali pa ti celo reče: "Ti si kriva, a ne, ti si kriva, ker nisi dovolj suha, ker nisi več to." To pa je toksičnost, a ne. Ali pa, to se pravi, to so partnerji, ki če jih dobiš pri najhujših dejanjih, no, bojo nate obrnili, a ne, to se pravi, ti ga lahko odkriješ, to se pravi, da te je varal z najboljšo prijateljico in imaš dokaze in imaš papirje in imaš slike, sporočila, karkoli, in boš prišla tja, a ne, da mu boš to povedala, ampak čez 20 minut ali pa pol ure se boš že zagovarjala, ne. Oni so tako spretni v tem Kako si drzen na to? kako si se drznila narediti, Ja. kako si, da si ti grozna, ker si ti posegla v njegovo zasebnost, a ne. Ja. In če ne bo nič drugega delovalo, poglej, kakšna pa si, nisem, a ne, ni bilo seksa, ni bilo tega, a ne. In večina ljudi, večina žensk se niti ne zaveda, kako je to toksično, to pa je toksično. Nekaj drugega pa je, ne vem, imaš moža, pa sta skupaj, pa enkrat se ga je nažgal, pa nekaj, pa pa je z eno nekaj, pa si ga odkrila in ve, da je vosil, da je totalen butelj, a ne, prevzame krivdo, a ne, seveda traja še to toliko časa, a ne, to je pa drugo, mislim, se gre za isto situacijo, ampak odziv je pa drug, a ne. Daj mi spet razloži, a se ti zdi, da je ta jezik, da se jezik spreminja? Jaz imam ta občutek, a ne, da a so to zdaj dobri narcisi ali so to samo navadni osnovnošolski narcisi, da so zelo uspešni v tem, kako različne jezike govorijo, ne. Da ni vedno isti koncept, ne, manipulacije z mano, da so vrhunski v zamenjavi, če hočeš reči na koncu koncev, tudi jezika ljubezni, kot ga jaz berem. En cajt hranijo to, en cajt hranijo to in se zdi, kot da govorimo o več različnih osebah, a ne, in mu ne morem nečesa naprtiti. A veš, tako se mi zdi, da izhaja iz različnih aspektov. Se ti zdi, da je to tudi ena od karakteristik, a ne, da ni vedno sam fokus, da sem slaba v postelji, a ne, da je lahko jutri pa fokus, ne, spet čisto nekaj tretjega, Karkoli a ne. drugega, Ja. Ja. Načeloma je tako, da imajo ti ljudje, zelo, šibko identiteto, a ne, to se pravi, oni so odvisni od potrditev od zunaj, a ne, zato rabijo, ne vem, lepe žene, dobro službo, a ne, nekoga s statusom, oni dejansko potrditve dobivajo od zunaj, a ne. Vsi jih malo, ne, vsi jih imamo radi, da, a ne, se nas pohvali, pa da a ne, da imamo nekaj dobrega, pa se malo považimo, a ne, ampak nekaj drugega, če si povsem odvisen od tega, a ne. Kar pomeni, da se lahko da oni nimajo tako trdne osebnosti, a ne, da bi jih samo to motilo, ali pa oni iščejo karkoli bo pač delovalo, a ne. In zdaj bolj odvisno od tebe, kateri jezik bojo uporabili, a ne. Meni gre, ne vem, tisto, kar gre meni na živce, tebi gre druge stvari na živce, a ne, in ali pa kje sem jaz ranljiva, mene bojo druge stvari, a ne, me bojo na kolena spravile kakor tebe in to pač prilagajajo, to je pač enostavno tako kot majhni otroci, no, a veš, oni dejansko so čustveno ko majhni otroci, a ne, in tudi majhni otroci strašno hitro zavohajo, a ne.
na kaj si ti ranljiv, na kaj boš trznil, Aha, a ne. aha. Oni so dejansko psihološko, oni so odrasle osebe z čustveni otroci, a ne. Imajo težave s čustvenim regulacijo, imajo težave s samoumiritvijo, hočejo vse takoj, a ne, vse se vrti okoli njih, ne razumejo, da mogoče tudi en drug rabi igračke, a ne, ne razumejo, da je treba igračko deliti, ne razumejo sočutja, a ne. Dejansko veliko strokovnjakov jih opisuje kot odrasle ljudi v katerem je največ 14-letnik, čustveno odrasel 4 do 14-letnik, no. Wow. A ne. In če pogledaš recimo narcise ali pa druge podobne če pogledaš njihovo vedenje, ne, lahko so, če so že skorajda najstniki, a ne. A veš, drzno vedenje, ne vem, podjetja, ke pol grejo v cugrunt, a ne, tvegajo preveč, a ne. Če gledaš nekatere, ke so pa 4-5 let stari, a ne, vse se a veš, tako užaljeni, vse se mora kot dive, a ne, okoli njih vrteti, a ne. Ta se mi zdi eden boljših opisov, ja. Wow. A si mogoče jaz malo filmsko predstavljam to nekega, ne vem, nekega frajerja, ki ima ob sebi lepo žensko, vozi lep avto, ne? Ke ta Jože iz Spodnjega Dupleka pa ne more to biti, ne, saj to je moj Jože, ne. A me razumeš? Ja, ja. A se ti zdi, da imamo tudi tule to percepcijo tega, ne? To ne more biti moj Jože, saj pa, ne. Ja, ampak, moj Jože mora biti vedno ta glavni hostelin, a ne. On bo takole plačal vse, plačal čisto vse, ke bo on pokazal, kak je frajer, pol prišel pa dam, a ne, pa ne bo dal nobenega denarja za družino, a ne. Pa bo doma čisto povsem drugačen. Ti ljudje imajo po navadi v javnosti zelo drugo podobo ke tako, a ne. Poleg tega imaš tudi različne oblike narcizma, a ne, ali pa težavne ljudi. To je tako kot pri pticah, imaš orle, imaš kraguljčke, imaš golobčke, a ne, in se bojo pač drugače v bistvu vedli, a ne. In Joža, recimo določeni narcisi so lahko te prikriti, mislim, ne prikriti, kaj že, ranljivi narcisi, a ne, ke bo izgledal revež, ne. On ima toliko zna, pa toliko je priden, pa toliko je sposoben, ampak nobene službe ni, nobene Revež. službe. Vedno kaj najde v tisti službi, a ne, zakaj tam on ne more biti, ker je šef grozen, ker je ta grozen, pa ta je glup, pa on je glup, nikoli ne obdrži nobene službe, a ne. Vidiš? In absolutno, valjda ga bo žena živela, a ne, mislim, in Ja. tako naprej. Načeloma, a ne, so zelo vrste različnih ptic, a ne. Potem kakšni še jožeti, ja, lahko je ta glavni, a ne, to so oni Franclji, a ne, ke celo vas, a ne, obvladajo vse ženske in tako naprej, a ne. Recimo, žena pa tam, a ne, mislim, zelo veliko različnih oblik je, ne. Moraš vedeti, da jih je ljudje s temi drugačnimi osebnostmi, a ne, bolj plenilskimi osebnostmi, a ne, lahko tudi, no, jih je 10%, 10 vsaj, to je zelo blaga ocena, to se pravi 10% ljudi ima neko osebnostno motnjo, a ne. Od tega ne bi bilo to se pravi skorajda vsak 10. človek, a ne, je povsem drugače deluje kot recimo ostali ljudje. No, ampak dajva zdaj reči ta motnja, ne. Jaz nisem, ne, strokovnjak, ampak slišim pa velikokrat situacijo, ne. Ja, moj Jože je razumel, da ima motnjo, ne, da ima težavo, in zdaj je obljubil, Aha. da bo naredil vse. Bo šel na terapijo, bo hodil z mano na terapijo, celo sam bo hodil, ne. Sem slišala za enega ful dobrega terapevta, ne. Edini način, da se, A se da? narcisi kao Ja? začasno spremenijo, a ne, je to, da v bistvu, da pridejo v situacijo, ke je ogroženo nekaj, kar jim je res pomembno, a ne. Služba, zakon, karkoli pač, zapor, karkoli, ne. In takrat so pripravljeni obljubiti vse. Vse. In so se celo določen nekaj časa, bojo celo zdržali, tako kot so v začetni fazi, a ne, ljubezenskega mondirali bili tako čudoviti. Nekaj časa bojo celo zdržali. Ampak, slej ke prej, ke bo spet prišlo v stare tirnice, ta prvič, ke bo spet v stresu, ke bo en problem, se bojo začeli počasi vračati v to zgodbo, a ne. In v bistvu, doktor Aman pravi, da doslej ne obstaja nobenega znanstvenega dokaza, da bi narcisi in njim podobnim ljudem, lahko imeli dolgotrajne spremembe, lahko je z določenimi terapijami, ne z vsemi,
ker, če dobiš terapevta, če delajo s terapevti, ki ne poznajo te mehanizma, ga okoli obrnejo, ne. Ja, Čisto ga okoli brez težav. obrnejo, čisto, ne, mislim, Ja, tako. Tako da ona žena ali pa mož, ke pripelje onega narcisa ja. tja, Na koncu na sam rab koncu je še psihiatrijo, hujše, ne, ja, a ne, to ja, se ja. pravi, ga obrnejo. Se pravi, prvo, kar je mora terapevt poznati, obstajajo samo določene, recimo vedenjska, kognitivna načeloma, njih lahko samo naučijo, oni bojo razumeli samo, glej, če boš to delal, boš vse izgubil, kako se pa naj pol vedem, glej, takole pa takole, in potem Peljejo, počasi ja. naučijo, a ne, kako v bistvu, to, ampak to ne deluje, to na dolgi rok ni, ne. In v bistvu, problem je ta mehanizem, da se tak odnos vrti v krogu, a ne. To se pravi, najprej tisto ljubezensko bombardiranje, potem je čedalje slabše, potem je že skorajda nemogoče zaradi česarkoli, varjenja, ne vem, drugih stvari, a ne. Že skorajda nemogoče in ti se odločiš: "Jaz tega ne bom." In ke stopaš čez vrata, a ne, ali pa ke ta človek začuti, da je konec, a ne, bo vse se bo začelo ponovno te bo posrkal vase in bo spet čudovit, vse ti bo obljubil, žal mi je, grozno je, jokati, stokati, karkoli, da te bo prepričal, da ostaneš, in ko te ima, se začne spet Spet je na postopoma novo, ne. in to je en tak začaran krog, iz katerega res dejansko, težko, izstopati, a ne. Jaz sem videl skozi svojo prakso, da v resnici nikoli zares ne grejo, dokler, ne, jaz sem samo en moment, ne, prepoznajo enega drugega soodvisnika oziroma drugo soodvisnico, za katero ocenjujejo, da je še bolj, ne, A da bi sami od sebe šli? ja, ja, ja. Absolutno, Ne, oni bojo šli, oni bojo odšli samo takrat, ke nimajo več kaj vzeti. aha, Ke nimajo več kaj ja, dobiti, ja, to je ena, to ja. je tudi ena možnost, a ne. To se pravi, da, Nimajo več dobiti, to pomeni, da ta tisto, kar so iskali tam, a ne, to Mhm. se pravi, če so hoteli neko mlado, lepo, Mhm. svežo, a ne, totalen, povsem, ke gleda ke boga, a ne, in Mhm. ta dobi otroka, Mhm. ni več tako mlada, ni več tako sveža, vidi tudi Takrat njegove iščejo napake. drugo Ne, žrtev. jih ne zanima več, ne, to se pravi, če od nje te ne dobijo, če iščejo denar, karkoli pač iščejo, a ne. Ljudje imamo različne potrebe, a ne, in tudi oni imajo različne potrebe. In odšli bojo, ke ne morejo več, recimo, ali pa če boste zboleli, a ne, prej ste nudili svojo energijo, ste bili tisti, ke ste se rihtali v odnosu, počitnice, tretji, njega, štiri, saj poznaš take ženske ali pa moške, a ne, ke so za vse poskrbeli, in vprašaš: "Kaj pa ti?" "Ne, ne, 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 on je super, on ima tako pomemben del, on ima ne vem koga, a ne." In potem, ne vem, je zboli karkoli in kar naenkrat on izgine, in ločitev ali pa rak, a razumeš, izgine, a ne. Drugo pa je, če najdejo kakšnega bolj primernega, čeprav so po navadi večinoma zelo komfortni, no, mora biti res, res hud upgrade, no. Super, ja. Ampak takrat pa zapuščajo, ko oni zapuščajo, je to ono, Mesarsko. to je ono, adijo, mislim, SMS po telefonu, Cak. tudi če je, mislim, to je brez čustev, a ne, to je povsem brez sočutja, brez vsega, kvečjemu obratno, ne, atak, napad, zato da pač še povleče čim več stvari ven, ne, če je slučajno skupno premoženje. Samo še en odklop, zdaj smo govorili o vezah, ne, vseeno me zanima, a ne, ti boš še prišla k meni, te že vidim, te že voham, morava še o kultih kakšno reči. Kultih, ja. Kulti bojo ful zanimivi, sploh če se bova lotila teh, a ne, ki spet mislimo, da je to nekje v Ameriki, ne, da je to Ne, v nekje, Sloveniji jih je pa toliko, mrgoli jih, ke dežja, tukaj pri nas, ja. Kako, ke sem v takem odnosu do svojega delodajalca, a ne, da je to moj šef, a ne, kako v bistvu se zavrvati, kako se vprašati, a ostanem, a grem. Saj najlažje reči, pa daj odpoved, pa pojdi drugam, a ne, ampak A veš, kaj, obstaja ena dobra knjiga, ki je izdala tudi Kiara, ne, Kdo je tu nor? Je naslov. okej, In še ena Čustveni vampirji v službi. ja, Kjer imaš recimo v tej knjigi Kdo je tu nor, ne, je 101 situacija opisana, a ne, kako ali imaš šefa, če se znajde s temi zelo težavnimi, vključno s šefi, in kako jo razrešiti, a ne. In se da, ne, ampak je težko. Dejansko, če ti ne poznaš teh principov, potem je res hudo, no.
a ne bo to partnerstvo, ne bo to službi, ne bo to, a ne, ker recimo en tak šef te lahko, ti lahko tudi na začetku, ali pa ti obljublja, pa ti tole naredi, ti si, a veš, čez 2 leti boš to dobil, a ne, to te lahko tako okoli pelje, da res ni, ne, odvisno zdaj, katere vrste je narcis, a ne. Če je nasilen, ustrahuje, a ne, to se pravi, totalno ustrahuje vse, če je, mislim, zelo različne vrste narcisov so in tudi na kakšni poziciji si ti, a ne. In dejansko je rešitev vedno, da vsaj v osnovi poznaš principe takih ljudi. Tudi če ne greš gledat, ne vem, Naj ostane ali gre, ali pa Čustvene vampirje, ali pa Kdo je tu nor, a ne. Fajn se je poučiti o tem, a ne, ker tukaj kot prvo boš težje not padel, a ne, in tudi če boš not padel, boš vedel, kako ven. Ker da pa se, vse se da, a ne, ampak brez znanja, Vedenje. ne. A to, ko toliko not lezeš, Irena, v te informacije, te zgodbe, a te je kdaj strah? Česa? Tega razmišljanja, da je to okoli nas, da smo vsi lahko potencialni kandidati za žrtve? A misliš, da ne moramo biti vsi žrtve teh ljudi? Ja, vsi smo lahko, seveda. Lahko, ne? Ja, ampak veš kaj, jaz sem se kar naučila iz prakse, iz mojega življenja, iz različnih izkušenj, res na vseh področjih svojega življenja, da je zato, tako pravim, radikalno sprejemati, da je super, da stvari poskušaš videti takšne, ke so. In to je najbolj varno. Super. Res najbolj varno. Kakorkoli je to težko, je najbolj varno, a ne. To se pravi, jaz če srečam ljudi, jaz bom zagotovo zdaj, na kaj bom pozorna, recimo, če je to partner, a ne, bom pozorna, če bom čisto dol padla, a ne. Ne, se mi bo kar ne, kva se je pa to zdaj zgodilo. Glej, ne pravim, da bom paniko zagnala, ampak tole bo treba malo pogledati, ne. Red flag. Če bom čutila strašno kemijo, a ne, tako kar noge se mi tresle, super. Nič ni narobe s tem, ampak je pa absolutno opozorilo, da je treba pogledati, a ne, kaj in kako. In prvo, kaj bi naredila, bi tega človeka preverila, bi tega, a veš, bi pogledala, a veš, bi začela malo distance narediti, ne. In tretja stvar, ki je treba paziti, da gre vse ful hitro. A ne, to se pravi, za te ljudi je značilno, da blazno hitro vse poteka. Ti srečaš partnerja, ali pa v službi, kjerkoli. Ja, jaz imam zdaj en case, ki po 3 mesecih stavne, da že parcelo, imata že parcelo in zidamo. Glej, to je skoraj tako 9,99%, a ne. Obstajajo sicer pari, a ne, ki slišiš, ne, si se videl po 3 mesecih, ampak to je 1 na tisoče, a ne. Ampak je pa Hollywood, a ne, pa Disney naredil z tega mit, tako da je to pravilo. Ne, to je izjemno redka izjema. In če se kdorkoli to posluša, zdajle vpraša ljudi, ki so blazno hitro na skupaj prišli, a ne, blazno hitro je bilo, kako se je pol končalo, se večinoma ni dobro, a ne. In to je tudi, to so te 3 znaki, karizma, a ne, šarmanten, dušo dvojčico sem srečal, da je blazno besede in hitro. dejanje, ne, to sem si zapomnil. Ja, to. Besede in dejanje. Ja, in potem moraš začeti, ja, vedno moraš pogledati, kaj govori in kaj počne. To se pravi, če on govori, koliko je a ne, on te bo, ti ljudje te znajo strašno hitro, a ne, jaz te lahko tako zdajle zbombardiram, a veš, ta informacija, ta čisto zmeden in vmes ti dam bla, a veš, on je tu uspešen podjetnik, on ima to, a veš, flash je to, a ne, in da te čisto zamam in ti se moraš v končni fazi, glej, kar je tudi ena res dobra stvar, ki pravi doktor Aman, a ne, če gremo avto kupovat, a ne, si bomo vzeli toliko časa, a ne, da bomo šli na internet, pa si bomo pogledali, a ne, kateri avti obstajajo, a ne. Kaj? Tica pa ne. Ja, kateri avti obstajajo, a ne, in potem boste videli avto, a ne. Zagotovo boste šli pogledat, koliko kur, a ne, koliko kilometrov ima, a ne, a veš, a kje rja, a ne, in tako naprej. Tudi, če greste novega spet, boste šli pogledat, kaj to zdaj za vas pomeni. Medtem ko srečamo moškega, žensko, a ne, in pridemo domov že po 2 urah, a ne, in pol to, in če to poteka strašno hitro, je to absolutno znak za alarm. In kako ga pa lahko, načeloma, ali pa jo lahko preizkusite že na začetku, da enkrat rečete ne, ali pa spremenite načrte. A ne, to se pravi, zdaj ta pravljica, jaz sem čisto zmešana, on me je peljal sem pa tja, pa sva šla v Portorož na večerjo, a ne, to je bilo super, pa on me tako vse dobesedno dušo dvojčico, a ne. In kaj naredim? Kaj bom naredila?
Jaz sem to že preizkusila, deluje s to noro, Okej, recimo, okej, ne. povej, A veš, povej. vse se zmeša ali pa kaj, ali pa kar naenkrat rečeš: oprosti, jaz ne vem, se nekje prekrižaš načrte, a ne, da imam občutek, da prehitro, da jaz raje ne bi šla, a ne, ali pa nekaj mu rečeš ne, nekaj Okej. rečeš ne. In to jih sproži. Ne moreš si pomagati, sploh če so v zagonu, a ne. A razumeš? Ali pa da si, ne vem, čistko, pa da je že vse hot, pa da je že vse pa tako, a ne, pa rečeš: "Sorry, meni je to prehitro, daj, bova drugič," a ne, ali karkoli ne, kakršenkoli ne, No. ali pa da spremeniš načrte. Saj lahko na fin način narediš, ne. Se pravi, vse teče, vse je super, vse je fantastično, vse misliš, da si, a ne, to je to, zdaj si Ja. začel Disney Ja. pravljico svojega življenja, a ne, in se zmenita, da gresta, ne vem, na neko večerjo v kino, v hribe, karkoli, a ne, in mu tik pred tem rečeš, da ti je zbolela prijateljica nekaj in da res moraš, a veš, da tega ne moreš, prestaviti, in poglej, kako bo odreagiral, a ne. Mogoče ne takoj, a ne, ampak zagotovo bo če se že to, da se ohladi odnos, a ne, in da začne počasi pikati, mogoče ne takoj na začetku, a ne, ampak da se, a ne. Večinoma ti ljudje zelo slabo, čustveno, mislim, slabo Odreagirajo ravnajo na svoja čustva, zavrnitev, ne. ne. Ampak veš, kaj bi še dodala? Prej sem nekaj hotela. Ni važno, kako mi imenujemo to, a je to toksičen, a je to Ja. narcizem, a je to osebnostna motnja, so to čustveni vampirji, a ne. Povsem vseeno je, a ne. Gre se, kako se nekdo vede do tebe, a ne. Toksično vedenje do tebe, a ne, toksičen odnos do tebe, a ne. In zdaj, če jaz tebe skozi nekaj špikam, pa te dajem nič, pa tako, a ne, to je vseeno, a sem jaz narcis, a sem toksična, a Ja. sem čustveni vampir, Meni ni a ne. okej, ne. Jaz slabo ravnam s tabo, Ja, a ne, in jaz, ja. ker dostikrat se ljudje zataknejo, a ne. Ja, saj je res čudno, ampak ni pa narcis. Narcis niti ni diagnoza. To je v bistvu opis osebnosti, a ne. To je tako, kot če bi enega rekel, da je kolerik, ali pa da bi z nekoga rekel, da je flegmatik, a veš, ali da je narcis, a ne. Razumem. To ni diagnoza, diagnoza je drugo, no. Narcistična Ja, osebnostna veš, kaj je, A sva se že dolga? Simono iz Chiare bova mogla prepričati, Da me še da stick bomo tep. še več knjig, ja, ne, da bomo še več knjig dobili, da bomo še več knjig brali, da bomo še več, ne, takih, Ja. zgodb naredili, da se bomo lahko učili, ne. A veš kaj, ravnokar bo izšla knjiga, kjer pa od iste avtorice, doktor Aman, je že prevedena, že v oblikovanju, a ne. Je, Sploh veš, kdo sem jaz, je naslov, a ne, kjer pa govori o narcizmu kot o družbi, o narcizmu, če imaš soseda, prijatelja, taščo, zeta, Ja. in pa, kaj narediti s temi, šefa, a ne, kaj narediti s temi toksičnimi, že naslov sam pove. Ja, A ti sploh veš, kdo sem jaz, a ne. In ona govori, da smo že kot družba taki, no, in to je nova knjiga, ki je že v nastajanju, že Super. prevedena. Irena, hvala ti ful. Hvala tebi. Moji prijatelji iz Ave Meda so pripravili en darjuček za tebe, da te O, malo kaj nice. pocrklam. Hvala, ker si ta čas preživela pri meni. Hvala za znanje. Mami. Njavi, kako dobra reakcija. Njavi. Ja, ne, Em, Terra Nova mi je ful všeč. No, vidiš. In točno te dve, ki jih rabim. No, a vidiš, vesolje ve. Vesolje ali ve. kako se reče, Vesolje ve. Super. Ana ve, Nejc ve. Hvala ti, Irena. Hvala tebi. Hvala za obisk, hvala za šeranje in še te rabim, ker vidim, da boš kar še Fute, nastavila. ne. Ja. Srečno. Hvala pa tudi Srečno. vam in lahko noč. Lahko noč.